Tako, trenutno ste poslušali Dadidaza in Nesrečne, Jusu in Kvartet. Trenutno sledi Radio Hribar. Dober dan, naši gledalci, nahajamo se na tem goratemu močju. Karlo, lahko prosim zmanjšaš patrijo, to se ne da sploh predvajati. Kaj se tukaj dogaja? Gospod Janša je pa, kaj se trenutno dogaja, zakaj se mi tukaj peljemo? Povejte nam nekaj, vendar. No, situacija definitivno ne hvaležna. Tale cesta, ki nas pač vodi po tele poti, pravi, da je tolkine pot zapravno. Jaz imam pa občutek, da je tole pot za serial. Glede to, da so ceste tako odlično narejene. In se mi je zdelo včasih, ko sem se pelil po takratno Češko-Slovaško, ali pa Češko-Slovaško republiko, da je bila opcija nekoliko drugačna. Sedaj, no, Urška, pust me preber, da povem še do konca stavka. Pa dober dan, gospod Karl, vi ste se tudi tukaj našli, pa vsi smo v čeladah, povejte nam, kaj se trenutno dogaja. Ja, veste, to je pa tako, ki je pa Patrija pošljete tlele počes in poj mene nobene pošuša, ker sem že zanjšek razpisal, da je treba se postaviti za oklepnike, posel pa polil kar gnojence po meni. Jaz tega največ pošušal, jaz ne mogem več. To sploh ne smisel, zdaj malo iti na teren. Danes špilamo golf. Slovenija mora obdržati obrambne pozicije na tej smeri in moramo imeti evropski šport. Gospod Janša, povejte nam kaj več, kaj bomo danes delali razen tega, da bomo pošiljali žogice v luknjo, oziroma kakšen je namen tega športa pri nas, kaj želimo pokazati? Ja, seveda, to je v takem času, da smo imeli nekoliko včasih pač tisto lipico, da smo tam hoteli postaviti golf igrišče. In v tem času smo jasno tudi moramo makati lipicanci, pole pa rjavc, nekaj težil s tistimi oklepniki, pa nekaj je dobro. Čakajte, če morajo biti vojaki podpravljeni. Nekaj težil, sem rekel, fuck you. Jaz sem bil enostavno obrambni minister leta 1991 in sem jasno pač vse linije presekal in prigoril samostojnost. Kar se tiče žogice, mislim, da imajo sosedje Hrvati že več žogic v luknji kot mi Slovenci. Ker jasno vse Joros pač skozi teži njihova milica policija.